No in če ljudje dragocenost spanja prepogosto podcenjujemo, potem nas lahko glede tega podučijo bitja, ki spijo ali dremljajo do 18 ur na dan. Čas preživeti z mačkami ni nikoli zapravljen, je nekoč dejal sloviti psihoanalitik Sigmund Freud. In ker naša ekipa rada dobro izkoristi dane minute, smo upoštevali njegov nasvet ter obiskali Mačji dol, hišo, ki nudi zavetje zapuščenim mačkam v Škofji Loki in njeni okolici. Prostovoljci društva Žverca so jo s pomočjo občine in donatorjev imenitno obnovili, da lahko kosmatinke v kar najboljših razmerah čakajo na svoje posvojitelje. Smo v navidez čisto običajni, prijetni dnevni sobi, ampak v hiši, ki je vendarle nekaj posebnega. V njej namreč kraljujejo mačke, kar 55 jih je. Dobrodošli v Mačjem zavetišču. Monika, živjo, v čudovitem Mačjem zavetišču se nahajava. To je pa res nekaj čist drugače, kot sem si predstavljal, da mačja zavetišča izgledajo. Precej nenavadno, ne? Ja, pravzaprav večina ljudi si verjetno predstavlja zavetišče katerokoli malo drugače, ne? In to so te predsodki, zaradi katerih tudi mogoče ljudje nočejo hoditi v zavetišča, ker mislijo, da bo to neka travma, da bojo videli tam neke boge živalce, ki trpijo in jih oni morajo rešiti. Tako da mi poskušamo s to ureditvijo prostora nekako v nek prijeten ambient doseči ravno to, da se ti predsodki razbijajo, da ljudi spodbujamo, da hodijo posvajati živali, zapuščene živali v zavetišča. A pot do tako prijetnega zavetišča je bila vendarle trnova in prepredena s kar nekaj ovirami. Na srečo so naleteli na posluh občine, ki jim je prišla naproti, tako s prostorsko kot finančno pomočjo. Ko smo iskali prostor za mačje zavetišče že pred leti, smo našli majhno hiško, ki je bila takrat prazna v stari vojašnici. Skupaj z društvom Žverca smo ga uredili, kmalu pa se je moglo umakniti, tam smo namreč zgradili nov vrtec. Našli smo tole hišo. Prej je bila v lasti družine Mlakar, država pa jo je odkupila, ko je gradila poljansko obvoznico. Nekaj let je bila prazna, zdaj pa, da jo ne bi porušila, pa da ne bi hiša še naprej propadala, smo našli neko novo vsebino in zdaj so v njej doma mačke. Ja, in se prav super počutijo, kot lahko vidimo tukaj okrog naju. Kakšna je bila investicija, kakšna je bila tukaj vloga, torej pomoč finančna namreč občine? Ja, najbolj pomembno je bilo to, da smo se uspeli dogovoriti z državo. Ta dogovor je vodila občina, potem smo pa investirali še v obnovo, toliko, da ima zavetišče osnovne pogoje za delovanje, približno 55 000 evrov v 3 letih. Moje mnenje je, da je skrb za zapuščene živali tudi ena od primarnih nalog občine. Še bolj pohvalno ali pa tako en dober primer sodelovanja pa se mi zdi da za to ne poskrbi občina direktno, ampak da imamo nevladne organizacije, ki res strokovno, s srcem, vsak dan skrbijo za to, tako kot društvo Žverca v Škofji Loki, in v takem sodelovanju se potem lahko ustvarjajo projekti, ki imajo še večjo vrednost. In društvo Žverca res diha z zavetiščem. Hiša, ki so jo dobili v uporabo, je bila v zelo slabem stanju. Obnoviti in opremiti pa so jo morali z omejenimi finančnimi sredstvi in lastno iznajdljivostjo. Prostovoljke so denimo same zmontirale šolsko tablo in police nanjo. V kopalnici so izdelale mavčni kalup za umivalnik in ga tudi ulile, da je zdaj prav imeniten kontrast romantičnim retro ploščicam na steni, domišljija je bila pa tudi osnova za marsikateri reciklirani kos pohištva. Ne smemo pa pozabiti niti donatorjev. Od njih so dobili vsa stikala in vtičnice, stenske barve in premaze za obe kopalnici, novo strešno okno, izolacijski material za celotno podstreho. Kaj so pa tisti pleksi vstavki pri oknih, ki so menda vaša pogruntavščina, ne? Zakaj je to? Ja, pogosto se dogajajo nesreče, ko mačke želijo pogledati malo ven iz hiše in če so okna odprta na kip, se lahko zgodi, da se mačka v bistvu z glavo zatakne v okno in lahko tudi pogine zaradi tega. Ta vstavek trikoten, čist enostaven, se ga pritrdi in prepreči, da bi maček sploh zlezel noter v to v bistvu zarezo. Trenutno v zavetišču živi preko 50 mačk. Ob sprejemu so vse najprej pregledane in napotene v karanteno, kjer preverijo njihovo zdravje. Odpravijo jim parazite, jih cepijo in poskrbijo, da se odpočijajo od izkušnje, ki jo imajo za sabo. Vsem pa dajo tudi imena, povezana z njihovimi zgodbami. Na kak način jim dajete imena, ko pridejo?
Včasih, če moramo zelo hitro, je kar po kakšnem najditelju ali pa po, ne vem, tako kakšni osebi, ki je vpletena v zgodbo, ampak imamo pa tudi nekako te sklope. Letos smo se odločili, da bomo dajali take sklope imen, recimo po slikarjih. Začelo se je s Salvadorjem, potem smo pa kar nadaljevali še s temi slovenskimi, naprimer Ivana, ki smo jo že oddali. Ja, potem so bili ilustratorki Hanna in Marlenka in tako naprej. Kako pa je potem z odhodom iz tega čudovitega hotela, zavetišča? Kdo lahko dobi mačko? Z vsakim se poskušamo res temeljito pogovoriti, kakšne so njegove želje, kaj lahko nudi živali časovno in prostorsko in tako naprej, kje bo žival bivala. Potem pa v bistvu se podpiše posvojitvena pogodba, s katero se posvojitelji zavežejo, da bojo za mačko kvalitetno skrbeli, bo imela dobro hrano, veterinarsko oskrbo in tako naprej in jo odnesejo. Kako je ime pa tele, ki se zdajle pri vas igra? To je pa Janja. Ona je bila pa najdena tako zelo taka micena, suhcena mucica v Sorici. A to bi meni dal za domov? To bi se pa morala midva kar temeljito pogovoriti, da vidimo, pa še z njo seveda bi se morala tudi pogovoriti, seveda. Pač pri mačkah je tako, no, mačke so glavne, kjer so prisotne, so mačke glavne, zato je treba vedno za soglasje vprašati njih.